Danes je dan D, stopi z mano, ti pokažem prizorišče finala izbora slovenski avto leta 2024. V tem trenutku je za nami že uvoden del, kjer smo začeli postavljati sceno. Sem v tovarno Forvia Hella Saturno Slovenijo smo morali najprej zelo previdno pripeljati kar 5 finalistov, ki so zdaj postavljeni tamle zadaj. V tem trenutku se posvečamo svetlobi, zvoku, testirajo se mikrofoni, nekaj novinarjev je že tukaj, kmalu pride tudi Ula Furlan, ona bo celoten dogodek povezovala, pa pridejo tudi predstavniki znamk in tako naprej. Zdaj pa stop z mano, ti še enkrat pokažem, kateri avti so se uvrstili v finale, to se pravi, na skrajno levem koncu imamo MG4, zraven njega je Jeep Avenger, poleg Jeepa imamo Hyundai Kona, za Hyundai Kono je Toyota CHR, nova generacija, druga generacija in pa Renault Austral. Edini od vseh teh 5, ki sveti s tehnologijo, ki je nastala tukaj v Heli Saturnus. Tak, zanimiv podatek. In ko smo Australa noter pripeljali, se je prav videli, kako so se delavci začeli ustavljati, pa preverjati, gledati, a štima vse tako, kot mora. Zdaj pa čas, da se začne veliki finale. Jaz bom pa utihnil, zato ker se mi zdi, da je prav, da vam pokažem, na kakšen način se je dogodek odvil, pa se pa mogoče spet vidimo. Prav. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi gostje, spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni in dobrodošli na že 32. zaporednem izboru za slovenski avto leta. Dogodek, ki so ga v živo spremljali predstavniki avtomobilskih znamk prisotnih na slovenskem trgu, se je tako začel. Prisotne je nagovoril direktor proizvodnje Hella Saturnus Slovenija Marko Šverko. Svoje je v digitalni obliki dodala tudi dr. Ana Bižal, globalna vodja inovacij za notranjo osvetlitev. Ula je z rutinirano spretnim vodenjem novinarje, predstavnike sodelujočih medijev usmerila v pogovor o 5 finalistih in tudi o prihodnosti avtomobilske industrije. Saša Kapetanovič pa je pomagal pri žrebanju 5 atraktivnih nagrad. Draga žirija, kolegice in kolegi, če ste pripravljeni, začnemo. 5. mesto in 1 točka MG4. 4. mesto 2 točki Jeep Avenger. 4. mesto in 2 točki Toyota CHR, 2. mesto in 2 točki Hyundai Kona. 2. mesto in 4 točke smo namenili Toyoti CHR in 1. mesto s 6 točkami Renaultu Austral. 4. mesto in 2 točki Toyoti CHR, 3. mesto za 3 točke Jeepu Avengerju, 3. mesto 3 točke Toyota CHR, 2. mesto 4 točke Hyundai Kona in 1. mesto 6 točk Renault Austral. Na 5. mesto smo postavili MG4. Na 4. mesto smo postavili Jeepa Avengerja. 2. mesto Jeep Avenger 4 točke in na 1. mesto smo postavili Renault Austral s 6 točkami. Tesno bo, hvala lepa, nadaljujemo Siol.net. 2. mesto 4 točke Renault Austral in 1. mesto po našem izboru električni MG4. Lepo zdrav. Mi smo prvič tukaj v tej vlogi, ampak čeprav vidim, ne bomo dosti spremenili, tudi če bi hoteli. In sicer 5. mesto in 1 točka MG4 in na 1. mesto smo postavili Hyundai Kono. Najlepša hvala vsem, spoštovane dame in gospodje, draga strokovna žirija, gledalci, bralci in poslušalci. Prišli smo do rezultata, imamo slovenski avto leta 2024 in to je postal Renault Austral. Iskrene čestitke. Ta nagrada nam veliko pomeni. In želeli bi zahvaliti vsima, ki so glasovali za Renault Austral, novinarjima, žiriju, stvarno to nam puno pomeni. Prisoten je bil tudi Andrej Pucer, direktor družbe NLB Lease & Go, ki je dogodek podprla. Sama mobilnost se spreminja. Spreminjajo se navade, nakupne navade, pa tudi uporabniške navade. Tako govorimo o najemu, o nekem kombiniranem najemu vozil, kakor tudi o delitvi vozil. To tudi mi spremljamo, čeprav smo finančna institucija v NLB Lease & Go, spremljamo in se temu seveda prilagajamo. Še več, vidimo tudi neke vrste povpraševanje po nakupu vozila preko spleta. To je zanimiv nov kanal nakupa vozila.
In mi smo se temu tudi za našo ponudbo prilagodili in tudi razvili en produkt, to je NLB hitri leasing, kjer si pravzaprav stranka lahko preko spleta sama odobri financiranje. Finale zaključeno. Slovenski avto leta je postal Renault Austral. A veš, kaj mi je pa ful všeč? Da je to pravzaprav edini avto izmed vseh 5 finalistov, katerega ključna komponenta, da je cesta razsvetljena, je nastala v teh prostorih. Kaj pa to? To je konc, ki bi ga lahko napisali oni, ki pišejo za filme pa te fore. Pa se je kar sam naredil, seveda s pomočjo glasov ljudstva, pa, kako smo rekli, avtomobilskih novinarjev, ki skozi medije sodelujemo pri tem izboru. To je bil ene vrste tak zakulisen pogled v dogajanje. Zdaj sem prepričan, da ste skozi kadre, ki smo jih prej poservirali, videli, kakšen vibe, kakšen občutek je bil na sami prireditvi. Mi smo veseli, prepričan sem pa, da so veseli tudi vsi tisti na Renaultu, ki so malo pesti stiskali. Konec koncev so imeli visoko upanje tudi zato, ker je Renault imel 6 točk že pred začetkom samega finala. Za teh 6 točk prednosti v finalu ste pa seveda poskrbeli vi, vsi tisti, ki sodelujete s svojim glasom, vsi tisti, ki spremljate, gledate, poslušate in tako naprej. Mimogrede, glasov smo zbrali v samo mesecu 27 000, to je ogromno, zdaj sem pa že preveč povedal. To je to, folk. Evo ga, na vogal smo ga postavili. Ajde, čau.